Pozdravljeni nazaj v mojem kanalu. Danes se malo vozim po Mariboru z Harryboardom, Hammerom, Offroadom. Vse 100% zanima, kaj je 17. februara, ker še vam nisem povedal. Rekel sem samo, da si pač zrihtajte prosto. Zdaj vam pač končno povedal, ker vsi ste pod komentarji pisali, da gremo na sladoled, da gremo v kino, da bo, vse ste pisali, kaj je možno, ne? Danes bom domov povabil. No, 17. februara bom imel meet and greet. Kaj to pomeni? To je neke vrste, vi pridete, to bo v Mariboxu, ne? Vi pridete v Maribox, tam se bomo malo družili, vse vam povedal, kaj bomo delali, ful bo zanimivo, fajn se bomo imeli, res bo super. Zdaj pa še k mojem projektu Dobro delo. Kaj pomeni projekt Dobro delo in zakaj sem se odločil za njega? Odločil sem se zaradi tega, ko sem šel k brezdomcu in sem mu odnesel nekaj za pojesti in nekaj za obleči. No, takrat, ko sem mu to odnesel in sem videl, kak je bil on vesel, nažalost ga nisem smel snemati, ker ni pač hotel, je bil ful vesel naslednji dan. Mene tako malo v srcu, me tako malo stisnilo, ker se mi je prav zasmilo, da tako on sam na cesti, brez družine, da mu ful malo ljudi mu pomaga. To sem se odločil, da je moglo malo več ljudi, ne samo njemu, ampak tudi na splošno drugim ljudem, ko rabijo pomoč pomagati. To sem tudi vas prosil, da začnete pomagati. To sem se tudi odločil za ta projekt Dobro delo. Še enkrat, kaj pomeni dobro delo? Da nekomu ne rabite mu zdaj denar prinesti, lahko se zaradi mene samo pogovorite z njim in pa eno čokoladico odnesete, samo da on rabi neki topel pogovor ali pa nekaj toplega samo za spiti ali pa nekaj malega za obleči, ko več vi ne nosite, naprimer, kako kocko, kaki pošter, to njemu zadosti pomeni, ne samo njemu, bilo komu, pa ne rabite samo pomagati brezdomcu, lahko pomagate neki starki čez cesto, naprimer, ki naprimer sama ne more, ker je let na cesti, naprimer, saj vi veste, o čem govorim, lahko pomagate invalidu, naprimer, zdaj ko je sneg nekod po Sloveniji, ko bo sneg, ne vem, da mu pomagate drva znesti ali pa mu pomagate sneg skijati pred hišo, naprimer, saj vi veste, o čem govorim. Prosim, da to posnamete in objavite to na YouTube, #dobrodelo. Jaz zdaj sem malo spremenil pravila, ker prej sem rekel, da mi pošljete na Facebook, se opravičujem, ampak tako je dosti lažje, da jaz vidim in da tudi drugi ljudje vidijo, kaj ste vi naredili, teda najlepša hvala, da boste to naredili. Tisti, ko boste pa to fejkali, par sem jih že dobil, ko totalno fejkajo, ne vem, kako se jim sploh da, kako sploh se upajo delati norca z ljudi, ki pač niso enaki kot ostali, ko so, ne vem, ko pač si ne morejo pomagati sami sebi, ne vem, kako se lahko sploh norca delate, res ne razumem vas, ker karma bo enkrat 100% prišla, teda ne delajte tega, ker to vseeno ni fajn. Lani aprila sem komentiral komentarje. Takrat je bilo že katastrofa, kako vi ljudje pišete, jaz vas dejansko ne razumem. Ko jaz grem včasih malo pod komentarje, kako se vam da ukvarjati z enim frocom, ko snema videe, pisati tako nekaj komentarje, mene ko glava zavoli, kaj si ti, no. Jaz ne vem, kaj, ne govorim zdaj vsem, eni ful lepe komentarje pišete, ampak eni, ko je nekaj razvezde, jaz vas res ne razumem, ampak pišite, jaz se pač režim. No, to sem se danes odločil, da bom spet posnel video, ko komentiram komentarje, številka 2, ker jih imam kar nekaj. Lansko leto sem izbral kar 25,000, teda vi, ker komentirate, rad berem vaše komentarje, pa kar začnimo s prvim. Eno vprašanje, a ti resno misliš, da je on najboljši pevec pa vse to? Koga zdaj misli? Jaz sem posnel intervju z Damjanom Murkotom. Normalno mislim, da je Damjan Murkot najboljši pevec, ne vem, kaj si ti sploh previdevala. Jerca K, normalno Damjan Murkot najboljši pevec. Poglejte vsake pesmi, ma. Pogled, kdo ne bi imel take pesmi? Saj pod krilom skriva ona penis, večjega kot moj prijatelj Denis. To jaz poslušam, ko grem spat, ko se zbudim, med kosilom, med večerjo, v šoli poslušamo kar pred poukom, svetovna pesem. Prav, si ti cringe je to. Potem naslednje vprašanje, ko sem delal intervju z Trkajem, zelo zanimiv video.
Veš zakaj? Ker je Ljubljana veliko boljša od Maribora, pa Olimpija je veliko boljša od Maribora. Ne vem, kaj on napisal to. On misli zaradi tega, ker sem ga vprašal, zakaj je rapal o Ljubljančakah, ne? In je on rekel, da kao, ker je Ljubljana veliko boljša od Maribora, pa Olimpija je veliko boljša od Maribora. Aha, okej, zdaj prvo, v čem je Olimpija boljša od Maribora? Pa če lahko samo nekdo napiše v komentar, ker jaz res ne vem, zakaj. Potem, ker je Ljubljana veliko boljša od Maribora. To tudi ne vem, zakaj je Ljubljana boljša od Maribora, ne razumem tega komentara. Potem pa še ena punca, Briga te napisala, zelo zanimivo vprašanje. Ono, ko sprašuje, zakaj poje o Ljubljančakah, zaradi tega, ko so ful boljše, pa lepše od Mariborčank. Punca, ti če nisi videla mojih punc, ne? Ja, prosim, ne, sploh govori, ker so lepše, dobro? Potem pa pod videom, ko sem vam zaželel srečno novo leto, je on napisal: Alo! Picko, če te najdem, te bom razbil, pregovoriš, kva je ta Ljubljana krena, poj pa da Ljubljana krena, poj pa da nima snic prot Ljubljani. Ljubljana je glavno mesto, kon je idiotski. Kon je idiotski, okej. Tu ste ravno povedal, da nimam nič proti Ljubljani. Ljubljana je zelo lepo mesto, a pač Maribor je najlepše mesto v Sloveniji. Lahko se pač to za mene. Potem, tu sem še povedal, da jaz nimam čisto nič proti Ljubljani. Niti Ljubljančev nimam proti, samo proti Žabarom. Tisti, ko navijajo za Žabare oziroma za Olimpijo. Zakaj? Ker to je normalno, če se ti rodil v enem kraju in ti navijaš za Maribor, valjda ne boš imel rad največjega konkurenta, vsaj tam več niso največji konkurenti, niso tako dobri kot mi v nogometu. Tako da vseeno imam rad Ljubljano, zelo lepo mesto je, si zdaj srečen, hvala. Potem pa še eno vprašanje na Instagramu. Sliko sem dal, ko sem igral bobne. No, potem pa je pač en napisal, kaj igraš? Pa sem jaz napisal, kot lahko vidiš na sliki trobento. Oj, pa potem sprašaj, jaz ne razumem, kaj si zdaj napisal ti. Kaj igram, a je na sliki z bobni? Ne razumem, te res, kaj si ti, mene kvi glava boli. Kaj si ti, kak je eni ljudje pišejo, o moj bog. Potem pa je še en napisal, kaj ti misliš, da si ti, ti zdaj si se odločil, da šel kar špilat bobne, ali kaj? Neko vladalo, kar nekaj pisal, ne. Samo to da povem, jaz bobne igram že od 5. leta, mislim, da sem za 5. rojstni dan dobil, ali 6. Mislim, da sem za rojstni dan sem jih dobil, take črne, take črne sem dobil, tako da zdaj hodim že 6. leto v glasbeno, tako da ne vem, kaj ti zdaj bluziš, da sem zdaj komaj začel, prosim. Potem pa še je eno napisal pod komentar na Instagramu, pes ti je grd, Mariborčan, prizadet. Samo malo, pridem tako nazaj. Oskar! Kako je to lepo? Kako je to lepo? Oskar, veš kaj je od tebi napisal? Pes ti je grd, Mariborčan, prizadet. Napisal je, pes ti je grd. Ti si moj Oskar. Prosim, ne piši več tega. Ful si navžalil zdaj, res, ful si navžalil. Moj Oskar je najlepši pes, kar sem ga kdaj videl. In najboljši sodelavec, kar sem jih kdaj imel. Če se spomnite, sem posnel video, ko sem vam predstavil iPhone X, ko ima zdaj 126.000 ogledov približno. To je tudi moj najbolj gledan video. In ste vsi pod komentarji pisali, razvajenec, joj, kaj si razvajen, vi ste polni denarja. A sem povedal, da to ni moj telefon, to je prvo, ni moj telefon, okej, ni moj. Ampak eni še kar niste razumeli. Potem pa sem za laž še dal na Instagram, jaz sem se naveličal iPhone X, tu imam iPhone 8, ko tudi ni bil moj, jaz nimam iPhone 8, jaz nimam iPhone X, okej? Pa sem rekel kao, da ja, to je iPhone 8, to zdaj sem si šel kupit, razumeš? Bogat sem, ful ono, ne, ful wow. Potem pa sem še vas enkrat zafrknil,
pa sem se tam sedel na sedežno, pa sem imel tak Nokio, iPhone 8 pa iPhone X, pa sem tak naredil, pa sem rekel, ja, navečil sem se iPhone 10 oziroma iPhone X, iPhone 8, pa sem prešalil to na Nokio 3100 nekaj, sem že pozabil, ne pravim tega telefona. Potem Gašper Šeligo je napisal: Please mi daš iPhone, ker si legenda slovenskega YouTubea, piši v ZS. Valjda, glih zdaj treba pisati, samo malo. Ja, valjda, veš, da ti je imel iPhona. Legenda. Kaj si ti razmišljal? Oprosti, ampak hvala, da me podpiraš pa vse, ampak oprosti, telefona ti pa ne morem dati. Razen, če ta video dobi 1 milijon lajkov, takrat bom pa kaj podaril malo večjega, ja. Ampak ne vem, kaj si zdaj razmišljal, ti imel iPhona, oprosti, ne bom tega dal. Oprosti. Če si se ga naveličal, da ga daj please, meni zdaj se mi napiši please, tvoj fan sem. Valjda, tudi tebe ne bom zapisati, ti mi samo daj neki pošto, naslov pošte mi daj, kam ti ga naj pošljem, pošli naslov mi daj, naslov pošte. Pošli naslov mi daj, pa ti ga kar poslal, ti samo rufni me. Potem pa je Lux the Best napisal: Mene zanima, kaki naj grem s tabo v Maribox, če pa živim v Ljubljani, če bi na primer zmagal kako zadevo. Čisto logično vprašanje. Če pač ne moreš nikamor priti v Maribor, te pač še sodeluješ, to je prvo. Ampak drugo pa je, da imaš toliko prevozov, da lahko prideš v Maribor, mogoče te starši ne morejo peljati, imaš vlak, ki je ful hitro tukaj, imaš vlak, avtobus, lahko te, ne vem, kakšne so šole spelje, če te kaj gledati, v Maribox, makar še njega povabiš, kaj ti jaz vem, ne. Potem pa še imate prevozi.org, to pa je ena spletna stran, ko ne vem, en biznismen v Ljubljani napiše tam na ono spletno stran, ja, jutri grem ob 10 v Maribor, rabi kdo prevoz in pač ti napiše, da ti rabiš prevoz, kje se dobita, bilo kak se bo ta vija zmenila in pač potem te on pelje, skupaj se peljeta v Maribor in mu daš potem ti 5 evrov ali koliko, ne vem, kako se bo ta vija zmenila, ne vem, nisi še tega probal, imaš 5 evrov in potem pač priješ do Maribora, lahko ena skup v kino, pač to je čisto logično vprašanje, če pa pač nimaš res dobenega prevoza, te se ti pa opravičujem, ti pač ne moreš sodelovati na raznih igrah. Pa še glede dobrih del, kar nekaj ste mi jih poslali, ampak nažalost ne bom v tem videu dal vaša dobra dela in pač ne bom vas v tem videu not objavil, ampak po vse verjetnosti naslednjem, ko se vas jih bo malo več nabralo. Tako idite na moj Facebook profil, tam lajkajte moj Facebook page Jack on the Box, idite na moj Instagram, tam me followajte Jack on the Box SLO, subscribajte se tukaj, lajkajte ta video, idite si še pogledati druge videe, Oskar je zelo lep pes, ti veš, pa se vidimo naslednjič.